zato ker se mi zdi, da lahko več eksperimentiram in se tudi bolj udobno počutim. Gotovil sem tudi, da ne morem žurati brez pet več. Jaz stil dojemam kot neko osebno izražanje sebe čez neko vizualno podobo. No. Sem ugotovil, da Ljubljana mogoče ni najbolj varno mesto za vse moje stilske izkušnje in vse moje izražanja. Lepo pozdravljeni v Metrominutkah. Danes je z mano Matej Fijačko, stilist. Lepo pozdravljen, Matej. Pozdravljena, Lara, živijo. Pogovarjala se bova seveda o stilu, modi, pa bomo v bistvu kar prešla na bistvo. No. Najprej mi povej, kaj je zate moda, oziroma lahko rečeva tudi, kaj je zate stil, da ne bo preširoko. Jaz bi rekel, da je to neko osebno izražanje osebe, kar se tiče pač čez obleke oziroma kose oblek. To pomeni lahko vse, pač, od nekega individualnega stila do neke uniforme, ki jo imaš, do raznih drugih zadev. No. Splošno moda kot moda, pač, itak, če gremo zdaj v te neke znanstvene primere, veda itd., ampak pač, se mi zdi, da na splošno jaz stil dojemam kot neko osebno izražanje sebe čez neko vizualno podobo. No. Kaj pa misliš, da je tisto, kar te osebno najbolj stilsko definira? Ne? Po čem recimo te ljudje prepoznajo, mogoče tudi ugotovijo, da ti je moda blizu? Kaj je tvoj ta stilski osebni pečat? No, moram reči, da se je to v zadnjih letih kar precej drastično spremenilo. Zaradi tega, ker sem ugotovil, da Ljubljana mogoče ni najbolj varno mesto za vse moje stilske izkušnje in vse moje izražanja. Ampak rekel bi, da prvo kot prvo, kar je zdaj naključno, je, vem, da smo definirali kravate dosti, pa te neke srajce, ker sem bil ful v tem office uniforma stilu veliko časa in sem pač to naredil v nek ta moj stil, recimo. Zdaj pa tako, nasplošno sem čez teden ful bolj, kako nečem, cozy, pač bolj udobno, zato ker želim, da so pa tudi čim večje spremembe čez vikendi, ker gremo nekakve žure ali pa kaj takšnega, tako da ja, bi rekel, da me tako definira. Pa čez vikende je pa druga zgodba, no. Pa sem pa malo bolj fem, pa se pojavlja kakve pete gor, tako da ja, potem me res prepoznajo. Pa si bolj ti čez vikende ali čez teden? Definitivno čez vikende. Čez vikende. Ja, čez vikende. Res obožujem to mojo bolj fem alter ego, temu jaz rečem. Ta moja podoba oziroma persona, ki ven uhaja čez vikend. Zato, ker se mi zdi, da lahko več eksperimentiram in se tudi bolj udobno počutim. Gotovil sem tudi, da ne morem žurati brez pet več. Ja. Tako da, ja, no. Čez teden vseeno, zdaj sem nekako prišel do neke te zlate sredine, da lahko pač, kombiniramo neke te stile, ki pač pridejo čez na ulici. S tem, da vseeno ostajam jaz. Ampak se začel bolj v take neutralne oziroma črne barve in v tem, kaj oblačiti zdaj, da sem malo bolj tako inkognito. Omenil si to zaprtost Ljubljane. V kateri prestolnici, sklepam, da je to prestolnica, pa misliš, da bi se lahko najbolj modno izrazil? Najverjetneje Berlin. Se mi je zdelo. Mislim, da je glikal v Parizu. Bil sem glih med tednom mode tam, ampak se mi zdi, da vsem v Berlinu se ljudje vsak dan, ne glede na dogodke, izražajo malo bolj prosto in malo bolj po svoje. Pa tudi pač pa zelo je raznolik, ne? Se mi zdi, da tam pa res najdeš vse tipe stila. Ja. Kaj pa zate največji stilski kiks? Vsej vem, pač segment mode je ogromen, ne, ampak sigurno je neka stvar, ki je pa res ne preneseš. Moj kiks ali na splošno? Na splošno, da vidiš nekoga tako oblečenega ali pa obutega ali pa karkoli in si rečeš ne. Ja. Zdaj, moj prvotni odgovor je bil skinny jeans, se pa prijete kavbojke. Ja. Ampak v bistvu se mi zdi, če znaš, jih lahko pofuraš. Bi pa načeloma zdaj rekel, se pravičujemo vsej mladi generaciji današnjih tehničnih šol in tako, ampak te Nike dvodeli, ta siva trenerka, sivo jopco, čez cesto gremo daj. To ne, da če bi lahko dal nekomu, ki išče osebni stil, pa si mogoče želi izstopati iz nekih teh pretirano cozy oblačen, en nasvet, ne, kaj bi mu ali ji rekel? Eksperimentiraj. Pač probi karkoli, tudi če misliš, da ni zate,
poskusi, pač, ali je to v garderobi v trgovini, ali je to pač doma in vlečeš iz omare, ali vzameš od kolegice neki, ali vzameš od staršev neki, se ni mus. Ampak tako, če vidiš in ti je kos všeč, ampak si ne upaš dati to gor, probaj vseeno. Se ti ni treba iti v javnosti, ampak try it out in boš videl, pač nikoli ne veš. Moda je danes izjemno spolno fluidna, tako da nima smisla, da govoriva o tradicionalno moških in tradicionalno ženskih trendih. Vseeno pa bi te vprašala v preteklosti, katero stvar je ženska moda najbolj učinkovito posvojila iz moške omare in obratno. Kar se tiče, zdaj, če govorijo na splošno slovenski sceni, se mi zdi, da tle so se res pojavili na ženskah mogoče kakšni tako moški blazeri in take oversize variante, kar se mi zdi, da funkcionira, dokler je vseeno okusno postilirano, ker če daš samo blazer na se, to še ne bo glih rešilo outfita. It will be better, ampak ne bo zdaj top. Ampak se mi zdi, da je ta blazer varianta, ki jo imajo pač ženske ponavadi gor, učinkovita. Kar se pa tiče kar so moški posvojili ženske garderobe. Pri mladih opažam, da so to neke bluze, neke take srajce s potiski, kar ponavadi ni bilo v moških garderobah. Tako da ja, to se mi zdi zelo nice in ok, delamo napredek.